Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo nekoliko skrivnostna. Namreč zajček si želi, da bi mu putka znesla jajce. Putka je še premajhna in ne zna nesti jajc. In bo uspelo priti do jajčka. Prav tako pa me zanima, zakaj si zajček želi jajček in kaj bo z njim počel. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Bravo, putka. Nekega lepega pomladnega dne je priskakljal zajček mali putki in jo poprosil: "Znesi jajček zame." "Jaz?" se je začudila putka. "Jaz še ne znam nesti jajc, premajhna sem." "Ampak če res potrebuješ jajce, povprašajva konja." "Pozdravljen, konj. Znesi jajce za naju." "Ihaha, jaz? Jaz ne nesem jajc. Mene so določili za ježo, ne za jajca," je razložil konj in glasno zahrzal. "Pridi, zajček, vem, koga lahko še vprašava. Prijaznega, okroglega prašiča." "Ljubi pujsek, ali bi lahko ti znesel jajce za naju?" "Jaz? Jaz vendar ne znam nesti jajc. Jaz skrbim za svoje male pujske, ne pa za jajca," je pojasnila mama pujska in zadovoljno zakrulila. "Pridi, zajček, če hočeva dobiti jajček, prosiva zanj dobrodušno ovčko." "Ljuba ovčka, znesi, prosim, jajček za naju." "Be, jaz? Jaz ne znam nesti jajc. Kmetu dajem volno, ne jajc," ju je poučila ovca in glasno zablejala. "Hvala, ovca, bova pač vprašala še kravo." "Dober dan, ljuba krava. Bodi tako prijazna in znesi jajce za naju." "No, jaz? Jaz vendar ne znam znesti jajca. Kmetu dajem mleko," je rekla krava in zadovoljno zamukala. "Bova pa vprašala še krta." "Pozdravljen, veseli črnušček. Bi nama lahko brž nesel jajce?" "Jaz? Jaz vendar ne nesem jajc. Ne hitro, ne počasi. Jaz rijem pod zemljo in kopljem rove. Vesta kaj, oglasita se pri volku." "Beživa!" je zgroženo zacvilil zajček. In odcvrla sta jo čez drn in strm. Mala putka je stekla h kokošim. Ljube kokoške, brž znesite jajček zame," je poprosila skoraj brez sape. "Kokodak, mi? Zakaj pa mi? Dovolj velika kura si že, da si lahko sama zneseš svoj jajček. Malo se potrudi, napni vse moči, pritisni. In uspelo je! Zajček, je ponosno kokodakala srečna kokoška. Zajček, zate sem znesla jajček, moj prvi jajček. Zajček je poskočil od veselja in vzkliknil: "Bravo, putka!" "Zakaj pa pravzaprav sploh potrebuješ jajček?" je radovedno vprašala mala kokoška.
Zajček se je navihano namuznil in šepnil: to ti ljuba velika putka, to je pa moja skrivnost. Ja, kako skrivnosten je tale zajček. Ampak otroci, poglejte. Samo poglejte, česa se je lotil zajček. Bravo, zajček, in seveda bravo, putka. Namreč brez tebe jajčk ne bi bilo. In zajček ne bi mogel barvati jajčk ter pripraviti velikega presenečenja. Luštna pravljica, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim drugim pravljicam, tako o zajčkih kot o kokoškah. Le malce pobrskajte in zagotovo boste našli še kakšno pravljico. Lepo se imejte, meni pa se malenkost mudi. Namreč zajček me je spomnil, da moramo tudi v naši družini na naraven način pobarvati jajčka. Že hitim, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Bravo, putka, super si. Evo, zdaj grem pa še jaz hitro pobarvati pirhe.